travme za sabo. In točno tak človek, taki ljudje so glavni junaki te knjige. Se pravi, ljudje današnjega časa, ki pa jim avtor doda neko lastnost. So katoličani. Se pravi, kako se katoličan obnaša, ko splavi? Kako se katoličan obnaša, ko se loči? Kako se katoličan obnaša, ko ima podigrane otroke? Kako se katoličan obnaša na volitvah? Kako se katoličan obnaša kot direktor velike farmacevtske firme? Kako se katoličan obnaša kot človek, ki ima vpliv ali pa ima moč posredovati med življenjem in smrtjo? In tako naprej, in tako naprej. Spravi, knjiga postavlja katoličana v trenutek tukaj in zdaj, v čas, ki katoliškemu pogledu na svet ni naklonjen, v čas, ki poskuša na nek način katoliški pogled na svet ne samo narediti zastarel mračnjaški srednjeveški, ampak ga dobesedno povoziti, izbrisati z obličja. No, v tak svet postavlja avtor junake in seveda tudi vse te vsebine. Tako da bi to knjigo, če bi jo hotel napisati v teoretičnem smislu, lahko skoraj imenovali družbeni nauk cerkve in pa osebna življenjska pot katoličana. Tako da, zelo zanimiva zadeva, se pravi, ki se pa bere zelo, zelo hitro, lahkotno, te potegne noter. Tako da, kar se pa tiče osnovnega vprašanja, ki ga je gospod direktor izpostavil, umetne oploditve in tako naprej. Lejte, tudi z tega vidika moram reči, da knjiga je realistična. Avtor knjige se popolnoma zaveda, da je v tem trenutku na Zahodu več kot 15% parov, ki bi želeli otroka po naravni poti, pa ga ne morejo imeti. On se tega zaveda. On si pred tem dejstvom ne zakriva oči. Natančno ve, da sodobna medicina omogoča zelo veliko možnosti, da ljudje, ki so tukaj med nami, mogoče kdo izmed nas, zdaj tukaj, da so med nami, da trpijo in da so to ene najhujših travm, ki jih človek lahko doživi v svojem življenju. In seveda tudi na ta pogled, na to situacijo predstavlja pogled katoliške cerkve, oziroma težko rečemo katoliške cerkve, ampak praktičnega katoličana, ki želi živeti katoliško življenje. Tako da, jaz te knjige nisem jim bral kot na nek način knjigo, kjer bomo zdaj na nek način se ukvarjali z umetno oploditvijo, s takimi drugačnimi etičnimi dilemami, ampak je vprašanje umetne oploditve pač obdelano kot eno od izjemno pomembnih vprašanj sedanjosti, verjetno tudi prihodnosti in pa seveda katoliškega odnosa v tem vprašanju. Sestra Marija, ste imela komentar na ta prvi del, ne? Ja, vključila bi se rada v to, ker je Aleš tako lahko opisal pokrajino te knjige, kaj se dogaja, kdo je glavni igralec, kako potekajo te vezi. In sem zaslišala, da je ravno to ena stična točka. Ja, kako se v teh situacijah znajdejo katoličani. Ampak moč te knjige je v tem, da ne pokaže kot enega recepta, ker si katoličan, veš, da moraš storiti tako in tako. Pikno. Obratno. Naslone se najprej na to, da izhaja iz tega, imamo človeške izkušnje. Kaj pomeni biti človek? Kako biti človek danes? Vsak, ne glede na to, ali si kristjan, ali si karkoli drugega v današnjem svetu, se srečujejo z izzivi življenja. Kar pomeni tudi izzivi ljubezni, kako to živeti. In ker je danes jasnost veliko manjša, kot je mogoče nekaj desetletij nazaj, so ti izzivi toliko večji, toliko težji. Tako da mi je lepo praca, pa moč te knjige ravno v tem, ko poskuša skozi realne opise, zbranih smeri, učenja, da prikaže življenjsko pot, te poti odločitve kot eno učenje, ko gre v neko smer, misli, da je dobra, da je primerna, da kar ugotovi, kakšna težava, kakšna bolečina se skozi to prepela.
Tako da je krasna knjiga za katoličane, ampak ni samo ekskluzivna za katoličane. Je zelo človeška. Tukaj mi je fajn, ker vzgaja tudi mene kot katoličanko, zato da v večji sočutnosti, odprtosti, temu, da pogledam na človeka zraven mene kot nekatoličana, tiste, ki misli drugače, ampak kot nekoga, ki je pred enakim izjemom človeškim. Še pa druga stvar, ki sem jo hotel povedati, se pravi knjiga za katoličane, ki jo katoličani berejo lahko na nek način kot eno od zelo primernih možnosti, kako ne se jaz odzivam v situacijah, ki jih knjiga obdeluje. Seveda, sem se vprašal potem, kako pa knjigo bere nekdo, ki ni katoličan. Se pravi, nekatere stvari v tej knjigi so lahko recimo za nekatoliškega bralca zahtevne. Nekatere stvari čudaške, ampak mislim, da jih avtor obravnava na tak način. Recimo čudaško, kaj bi lahko bilo recimo čudaško? Avtor, recimo, ena od osrednjih junakinj je Ločenka, ki z leti, ko sodeluje z enim od svojih prijateljev, zdravnikom, čedalje bolj čuti do njega več kot samo do prijatelja. In seveda z vidika človeka današnjega časa, ki ni katoličan, rekle pa kaj čakati, ne skočita najprej, ne vem, malo skupaj živeti, brez poroke, pa če skočita, ne se pa še poročiti. Pomembna dilema te knjige, ki se vleče pravzaprav skoraj od začetka do konca, je to, kako ta gospa, ta Medi, poskuša živeti to svoje ločeno življenje ob dejstvu, da poskuša ob tem še osebno, ne zatreti vseh čustv osebno, se pravi, da pusti svojemu srcu, da gre svojo pot in da ob tem ne naredi tistega, kar bi bilo z vidika katoliške vere, recimo, razumljeno. In takih primerov je cel kup knjig. Se pravi, kako razume to lahko nek človek, ki ni katoličan. Se pravi, na prvi pogled lahko je čudaško in tako. Jaz mislim, da je iskren nekatoliški bralec, ki bi se lotil to knjigo brati, iskrenim namenom, v redu, ne bom na prvo žogo rekel, da so neki brezvezni poželjaki in tako naprej, ampak bom poskušal razumeti, zakaj gre. Knjiga na tak način govori, da po mojem nekdo, ki jo na koncu prebere, reče, ok, mogoče se z njimi še vedno ne strinjam, ampak jih pospoštujem. Mislim, da je to ena od veličin te knjige, da ni navijaška, ni nastopaška, ni v odnosu do drugače mislečih sovražna, ampak na nek način stopa v dialog. Tako da jaz sem skoraj da pripričan, lahko da bi bil tudi kakšen bralec, ki ne bi tako reagiral, ampak da bi veliko bralcev, tudi nekatoličanov, ki to knjigo bral, na koncu nekaj, kot sem rekel, zbral. Mogoče se z vsem še vedno ne strinjam, ampak si poskušam. Slišali smo dve mnenji, morda pametno, da bi še imel priložnost kaj povedati na to temo. Jaz sem pa govoril z enem, ki se je deklariral kot agnostik, da nič ne verjame, in je pa tako zelo v stiku z naravo. In v bistvu je rekel, jaz se zelo podobnimi stvarmi srečujem dnevno, v bistvu, kako reagirati v določeni situaciji, ali kadar se ženo v to konflikt, ali pa v eno moralno dilemo v službi konkretno, ali bo nekaj ponarejal neke točke, da bo ne vem kaj dobil tam, ali se bo držal tukaj v bistvu čuti v svojem srcu, ker je v bistvu zapisano naravo. In to je tudi ta teologija telesa, da je vsakmu je zapisano ta odmev. To je to, da bomo. Igor, jedro celotnega sporočila nekako je tudi družina kot osnovna celica družbe, tudi neke vrste, ne glede na to, da je, recimo, pride do ločitev, pride do izzivov v življenju, ki to družino nekako postavijo pod različna vprašanja. Še zmeram tista osnovna celica družbe, iz katere lahko se potem sama družba razvije pozitivno, naj bi bila družina. Tudi v tem, to je bistveno sporočilo Briana Gayla. Zdaj, kakšno je stanje, kakšen je odnos te naše družbe do družine v tvojem, iz svoje perspektive, saj se z njo ukvarjaš dejansko na dnevni ravni? Jaz ne bi bil pesimist, da je slabo kakršnokoli stanje. Jaz mislim sam, da smo, če gledamo skozi zgodovino,
težo dali iz družine na institucije. Včasih ni bilo taka teža na instituciji, kot je danes. Danes pričakujemo, kaj bo vse šolstvo, kaj bojo konec koncev cirku dala našim otrokom, katero šolo bo spet starovila, kaj bo vse dala, premalo pa v bistvu razmišljamo, kaj bi v bistvu družine same, če se bi bolj podprlo, lahko naredili v tej osnovni celici. Recimo, zanimiva podatek je, da bolj kot nam narašča dobrobit, zdravstvena oskrba, kontracepcija, bolj nam upada rodnost. In recimo Slovenija, tisti, ki ste že starejši, veste, da nam je recimo rodnost iz leta 1923, to je zelo blizu, je imela povprečna Slovenka 4 otroke, v 2000 samo še 1,5 otroka. Ne? Se pravi, da se kot družba vse spreminjamo, to je definitivno. Ampak, če bomo pa začeli v bistvu dajati tudi kot država, pomen družini, da jo bomo začeli podpirati, bo se začelo spreminjati od znotraj. Se pravi, ne, da se jaz bojujem na samo tudi v družbi, ampak predvsem, kje začnem jaz sebe spreminjati, ko vidim svojo ženo, ko v bistvu ti ne gre, ali boš tako, kar je rekel prej Aleš, pride v vseh službah, pride v priložnosti. Pač nekdo je bolj oddaljen, oba sta v svojih službah, odtujena sta si drug od drugega in samo čakaš pač eno tako priložnost v zdravstvu, je sploh idealno, ker imamo razne sobe, da pač skočiš in gremo naprej. Ali bom v bistvu začel razmišljati, ko se začneš oddaljevati, kje sva pa jaz pa žena v tem odnosu, ali sva se kje zgubila in si priznati, kaj se z nama dogaja in konec koncev, komor so dani otroci so pa čisto ogledalo, ne, da se pustimo v bistvu preoblikovati. No. In jaz sem prepričan, da družina ima zelo pozitivno za naprej. Če bomo začeli spet staviti nase in ne razmišljati, kaj nam bojo vse drugi rešili. Zanimivo, da knjiga nima nekega recepta za družbo, za vse skupaj naenkrat, ali govori konkretno o, lahko bi rekel, nekom osebnem spreobrnenju. Zdaj, tle noter sta dva koncepta, ki sta težka. Eno je sporočilo samodarovanja, ki je tako, mislim, ko si navajen recimo neke egoistične drže, to smo vsi dejansko, vsi smo nekako usmerjeni v to, da gledamo svet iz sebe, ne? Naučiti se samodarovanja in neposredno dejansko tudi samoobvladovanja, ne? Ki pa potem pelje v obogatene odnose z sočlovekom, tudi pelje v skromnost, ne nazadnje. Vse stvari, ki jih dejansko razumemo do neke mere, da jih kot družba potrebujemo, tudi v tej kriznih časih, ne? Pa nas to toliko stane. Verjetno eno od vprašanj, zakaj ni nekih magičnih rešitev za probleme naše družbe, je morda prav to, da potrebujemo ta pogled na osebo, iz osebe. Ta pogled spreobrnenja, samostojnega človeka, ne pa nekih družbenih receptov. A bi se s tem strinjala, bi še kaj dodala? Aleša sem slišala v tej smeri. Aleša ste? Ne, Igor. Aleša moj brat. Ja, zato. Sem mi spomin, ko bodo na napačne točke. Oziroma zanimive točke. Se pravi, ja, Aleša tudi govori, vsi slišimo, no, tudi knjiga sama govori o tem, o spoznanih naukih skozi osebne življenjske zgodbe, ker so bile take preizkušnje, da se je vsak od njih sam soočil s tem, da se ni naslanjal na to, kar so drugi govorili, lahko da se je šel na svet, je premišljalo potem o moči drugih, ampak je res ta osebna bitka. In dejansko je ta izziv, tudi če razmišljam o svojem odzivu, o branju prve knjige in te druge knjige, in če gledam malce okrog sebe, pa poslušam, kam je tudi naša cerkev, pa tudi družba, v tem trenutku je ravno to, ja, kako znova prebuditi te, tako, potencijale, ki vsak od nas nosi v sebi. In spet rečem, ne samo katoličani, čeprav ravno katoličani, zato mislim tukaj, da lahko to slišimo kot poseben klic k temu, ampak vsak človek, vsak v Sloveniji, ključ, zdaj strinjam se s tem, ja, ključ za to je pa verjetno odkriti ponovno celene dušice ob tem, kaj pomeni biti človek. Mogoče
malo se potem vtisne zadnje čase ohraniti, osvojiti, ponovno odkriti veselje do učenja. Ne samo šolskega, ampak tega z vsakdanjega življenja. Ker tukaj vidimo, da je tukaj potem prepoznavamo, da se res dejansko možno spreminjati in da nisi vezan, da ostaneš tako kot je bilo. In odkrivanje svobode. Zdaj, za nas katoličane je to glavna smer. Jezus Kristus je prišel, da nas je osvobodil za svobodo, s to koristno pravo, ko nismo več zvezani z grehom. Ampak to je, eno je slišati to zanimivo, drugo je pa to v svojem življenju prepoznavati in zaživeti. In ravno kot skozi osebno izkušnjo, skozi drugo razumevanje, kdo sem kot človek, kot žensko, moški, na tiste pot, ki jo začneš padati in se ti odpira nekatere v novega življenja. Meni se zdi še ena zelo zanimiva stvar v tej knjigi. Sicer v poševnem tisku se skozi celo knjigo pojavljajo, a veste, tiste misli, ko se z nekom pogovarjaš, pa zraven nekaj misliš, pa nočeš povedati. In tega je... Naprimer, da začneš govoriti, potem si misliš, tega težko, nobene verjame, koliko me gledajo, vsi so nekaj načeloma razpoloženi. Recimo, mogoče bi to zdaj mogoče v tem trenutku kdo od nas lahko rekel. To je ena taka zanimiva psihološka značilnost te knjige, da lahko vedno znova ob posameznih dialogih, ob posameznih srečanjih imaš pogled še v notranje doživljanje tega enega od junakov. In na nek način je to ena, po mojem mnenju, posebno bogatstvo te knjige, ker vendarle ponavadi se teh stvari niti ne zavedamo. Jaz moram reči, da jaz, ko sem tole bral, recimo pa praktično skoraj ob vsakem dialogu, avtor navaja neke misli, ki slavno švigajo, pa niso izrečene na glas. In potem, ko sem se sam zalotil, se pogovarjal z ljudmi, sem ugotovil, veste, da dejansko tako funkcioniramo. Bote še mi pozorni, ko so se s kom govorili, vedno bo neki zadnji, kar ne bo se vse. No in ta knjiga odstira pogled še v to. Malo kasneje smo začeli, zapustiti moramo, upam, da točno, imamo še 10 minut. Jaz bi zaključil z zadnjim vprašanjem, morda malo v znamenju knjige, ki je še nimamo pred seboj, pokaže pa nekako pogled naprej. Knjiga brez otrok se dogaja v prihodnosti. Je nekako apokaliptična, nismo jo še prebrali, v tem trenutku je v prevajanju, pa vendar porodi se mi vprašanje prihodnosti, vprašanje optimizma glede sedanjega stanja naše družbe, odnosov do teh ključnih stvari, ki nas opredelijo kot posameznike in kot ljudi. In bi vas vprašal, vsakega povrstno, kako gledate na sedanje stanje človeka? Vem, da je to zelo težko opredeliti, ampak recimo, da imamo v tem konkretnem prostoru v Sloveniji našo družbo, vprašanje odnosa do življenja, do družine, do tega ključnega vprašanja, kaj smo in če smo poklicani za to, da sebe darujemo drug drugemu. Tretje knjige nisem bral, ampak si predstavljam, kako je futuristična in zelo težko je govoriti o prihodnosti. Jaz mislim, da če se zdaj učimo iz te gospodarske krize, da dejansko smo se do tega začeli spreminjati. Govori se o eni preprostosti, govori se o eni skromnosti, kot prej sploh ni bilo debate. In jaz sem prepričan, da trenutno naše življenje bo imelo posledice, ampak da se bomo ljudje kot normalno, kot funkcionalni, začeli obračati v pravo smer. In to je v bistvu, ko greš dol, nekje bo dno, in bomo se spet odbili. Jaz sem optimističen za naprej in ne vidim apokalipse še tako hitro. Sestra. Sem razmišljala o tem že doma, priznamo, ampak ta hip me je preplavila po noči podoba iz Ezeklija, 37 poglavja, o tistih suhih kosteh, ko potem rečeno prerokuj in oživijo. Meni daje upanje, vera, da Sveti Duh deluje, ker se že zdaj prepoznava, da so znamenja, da je na delu in da mi kot ljudje smo odzivni na to. Eno in drugo je pa te spriti
Skriti pa speči zakladi, ki so v vsakem od nas. In pa, ja, potem pa še to, da bi skupaj odkrila, ne glede na to, na kateri strani smo, če smo realisti Slovenije, tista dobrota, ki je v vsakem človeku in pa zmožnost za biti dar, podeliti se drugemu, na kateri koli ravneh. Če vse to sestavimo skupaj, se bo prebudilo nekaj, kar nam bo dalo poguma in upanja in se bo prišlo pogledno vse te katastrofe, na mafijo, na tako dalje. Aleš? Meni se zdi, da smo zelo dolgo časa živeli nekih iluzijo. Zdaj s to krizo so se te iluzije razblinile, več ali manj smo se znajdeli na realnih tleh ali pa kužkih na realnih tleh, tu na dreku, lahko rečemo celo. In jaz mislim, da je to v principu z vidiška našega razvoja, lahko rečemo, hvala Bogu, da je do tega prišlo, da smo se zdaj na nek način še nekje postavili tam nekje do tu na dreku. Lahko bi se čez 10 ali 15 let, če še stvari tako, kot so šle zadnjih 10 ali 20 let, znajdeli že z glavo pod drekom. Tako da, jaz to razumem kot neko priložnost, zadnji opomin, ki ga imamo. In mislim, da je stvar, po kateri bomo lahko spet splavali na površje in tudi začeli nov ciklus, dobesedno v osebnem pristopu najprej vsakega samega sebe. Se pravi, jaz mislim, da bomo morali na nek način postati najprej spet iskreni do samega sebe, pošteni do samega sebe, si priznati napake, ki jih delamo, jih ne toliko iskati pri drugih in potem iz nekaj osebne rasti, če hočete tudi duhovne rasti, vsakega posameznika graditi neke boljše odnose.